Je knjigo sofinancirala MOL, Mestna občina Ljubljana, in da so v knjigi rezultati raziskovalne naloge, ki jo tudi sofinancirala MOL in ki je tekla v letih 2005-2006, na pol, enoletna raziskava bila. In mogoče bi to povedal, da je MOL v razpisu za to raziskavo izrazila željo oziroma potrebo, da bi se raziskalo oziroma analiziralo, kdo so ljubljanski brezdomci, pa da bi se pregledale pa na nek način evaluirale ljubljanske ustanove, ki se ukvarjajo z brezdomci, pa da bi se razvil nek inovativni model dela za brezdomci. V tej knjigi je predstavljenih večino projektov, ki smo jih v raziskavi zajeli, ne pa čisto vsi, se pravi predvsem nekak tisti, ki pašejo pod ta naslov brezdomstvo v Ljubljani. Prvo poglavje je bolj teoretično in je v njem prikazano razumevanje brezdomstva. To se pravi poudarke predvsem na teh različnih področjih, ki so bistvena za to, da nek posameznica postane brezdomka, brezdomec. In če čisto na kratko povzamem, je predstavljen nek tak širok pogled, ki razume brezdomstvo kot neko trajnejšo izključenost iz mnogih pomembnih področij življenja. Se pravi, ne samo na stanovanjskem področju, ampak tudi na ekonomskem, izobraževalnem, zdravstvenem, na področju socialnih mrež. Potem bi pa v tem uvodnem delu razumevanja brezdomstva samo še to večno vprašanje razlogov za brezdomstvo večkrat odprla. Zelo na grobo se delijo na neke bolj individualne in neke bolj strukturne. Individualne kot pač neke značilnosti posameznikov, take ali pa drugačne, strukturne pa kot neke značilnosti družbenega okolja. Kot stroka, kot organizacije, kot tisti, ki ustvarjamo politike, kot institucije, kot država, si s temi individualnimi nimamo kaj dosti za pomagati in tudi so bolj kot ne neka taka past, na katero se lahko ujamemo, ko poskušamo neutralizirati, da brezdomci so pa zato brezdomci, ker so leni in tako naprej. S tem si nimamo kaj za pomagati. Brezdomstvo je strukturni problem zato, ker se je, ne vem, v svetu, v Združenih državah ali pa v Veliki Britaniji v 80-ih letih v veliki meri povečal njegov obseg, pri nas pa malo kasneje v 90-ih letih. Zakaj? Verjetno ni potrebi posebej razlagati, zaradi ekonomskega liberalizma, zaradi zmanjševanja posegov države, obdrževanja prostega trga, zaradi slabljenja socialne države in socialnih vezi, zaradi razvoja individualističnega načina življenja, posledično zaradi razslojevanja prebivalstva. To drugo poglavje v knjigi ima naslov Ljubljanski brezdomci v številkah in je narejeno na osnovi ankete. Anketirali smo 107 brezdomcev, ki smo jih našli kjerkoli, oziroma ta kjerkoli, to je pomenilo na enih 6-7 lokacijah, kamor brezdomci, kamor smo vedeli, da prihajajo, nekatere smo našli tudi na cesti. Mogoče je zanimiv ta podatek, da je prejšnjo noč pred anketiranjem, da je 1/3 brezdomcev spala na cesti. Približno 1/3 jih je spala v zavetišču, 1/3 jih je spala pa drugje. In verjetno je najbolj pomembna ta številka 1/3, ki so spali zunaj, zato ker so verjetno ti najbolj ogroženi. Če pogledamo, odkot so prišli, preden so postali brezdomci, sta dve velike skupine. Približno 1/3 jih je prišla od staršev, se pravi, njihov prejšnji dom je bil pri starših. In potem se je tak prehod v samostojno življenje tako zgodil, da so od staršev šli na cesto. Druga velika skupina so pa tisti, ki so prišli iz svojih družin, se pravi ne primarnih, ampak sekundarnih, ko so bili z ženo ali pa z možem ali pa s partnerjem in se je potem tam nekaj zalomili in so šli iz svoje družine z otroci ali brez na cesto. No in tretja skupina, ki je pomembna, so pa ljudje, ki so bili prej v rejništvih, v vzgojnih zavodih, v mladinskih domovih, v mladinskih zaporih in še kakšnih drugih ustanovah.
Teh je bilo tudi zelo veliko, relativno zelo veliko, tako da vemo, ne, da so ti prehodi iz teh ustanov v samostojno življenje težki, oziroma da so nekako ogrožujoči in da verjetno tukaj premalo naredimo. Lahko razumete, da je ocenjevanje števila brezdomcev zelo zapleteno, ne? In kolega Dušan Rolima verjetno je človek, ki v tem v Sloveniji zelo veliko ve, pa ne več ve o ocenjevanju števila ljudi, ki uporabljajo prepovedane droge. In zelo podobni problemi so pri ocenjevanju števila brezdomcev. Zato, ker ne vemo, kje bi jih našli na enem mestu. Ne? In tudi, ko se dela popis prebivalstva, vse najdemo doma, brezdomce pa ne. No, zato smo mi razvili 4 načine, 4 metode, 4 različne metode in smo po teh 4 različnih metodah prišli do številk od tam nekje 395 oziroma od 400 do 700. Se pravi, 400 do 700 se naredijo ocene, ki so pač potem, kar smo mi znali narediti, dovolj realne.